Stanko Ivanušič je moje ime, župan obmejne občine Raske, še samo 30 sekund, torej najprej vprašanje, primerjava prihodnje finančne perspektive pa prejšnje glede črpanja sredstev komasacije in melioracije, bo teh sredstev več ali manj, ker to za Prlekiv in Prekmurje zelo pomembno, ker se to vendarle dela na tem področju največ ravno na tem območju. Drugo pa samo me veseli, minister, da ste napovedali, da bo več sredstev iz programa LIDER, ker je bilo zdaj malo. Sem tudi predsednik lokalne akcijske skupine Prlekija, kjer delamo uspešno. Lahko rečem, da delamo nadpovprečno uspešno, ker smo črpali tudi največ sredstev, glede na število prebivalcev in tako naprej, tudi za to prejeli dodatna sredstva. In drugo, kar ste povedali, državna birokracija. Sam kot župan povem samo mnenje in podpiram, da rešite stvari na državni ravni. In kot je gospod Weigl rekel, upravljavci v Sloveniji so tisti, ki včasih tudi zavirajo zadeve. Moram povedati, da sem kot obmejni župan, da smo črpali sredstva razvoj obmejnih regij, sredstva za razvoj regij. In moram reči, da smo državno birokracijo bili boj 3 leta, da smo državo stožili za en sam evro in dejansko ugotovili, da je država kršila oziroma organov službe vlade za lokalno samoupravo takratni vso materialno pravo, svoje pravila lastnega postopka in tako naprej. To pa ni v ponos slovenske države. Tako da na tem področju moramo še marsikaj narediti in tu se strinjam z vašim stališčem. Hvala lepa. Tako, minister, eno konkretno vprašanje in torej birokratske vojne. Izvolite. V bistvu, to moram kljub vsem županu odgovoriti, dejansko težava je v tem, ker poročilo, ki se pripravlja za parlament, dela ga Kmetijski inštitut, je strahovito dobro in strahovito debelo. Mislim, da že ima na koncu zdaj 300 strani in mogoče jaz bolj to razpravo razumel v tej smeri, da kot neko zahtevo naj bo bolj pregledno in vse, kaj je pomembno na eni strani napisano. In če to pobuda, jaz absolutno sprejmem, ker poročilo je dejansko takšno, da ga človek tudi težko v torbi nese na način, da torba ne razpade. Je pa dosti strokovnega dela vloženega, ampak ok. Kar se pa tiče komasacij pa melioracije, ravno smo imeli tudi prejšnji teden prvi regijski obisk, ker bi radi tudi tukaj šli na poenostavitve. Nič ne pomaga, če damo enkrat več denarja na to postavko gor, če vemo, kakšne težave, skoraj da podobne, čeprav še večje so pa pri namakalnih sistemih, doživljate tisti, ki grete v projekte, tako da sedaj iščemo tudi na tem postopku poenostavitve, ne zmoram posega nekrat, če pošteno povem. Najbolj nujno je bilo, da smo šli v poenostavitve na področju okolja, zdaj se paket pripravlja in bo sprejet. Včeraj smo se dogovorili, da naredimo en šop poenostavitev na področju gozdarstva in lesarstva, ker brez problema v bistvu omejujemo tam, ker nobene potrebe ni, ampak ker pač iz inercije in ko pride minister, povzame tisto, kaj se je delalo na zadnjih 20 ali 30 let, to je naslednji šok. Istočasno pa pripravljamo poenostavitve na področju, ki bo pa tudi na konci komasacije zavzelo, in to je na področju izgradnje vodovodnih oziroma namakalnih sistemov. Mi namreč v zadnjih 22 letih, odkar smo v svoji državi, beležimo samo upad. Prišli smo do tega, da tudi tiste, ki jih imamo, niti vzdrževati več ne znamo. In sedaj kaj delamo? Radi bi dali vse velike namakalne sisteme na skrbništvo, ker sedaj jih je raz nekaj zem, večina od 200 in nekaj jih je celo brez lastništva opisanega. Skušali se bomo dogovoriti z lokalnimi skupnostmi, ker imamo dosti pobud, da bi dali na lastništvo in da bi se na namakalne sisteme gledalo podobno kot na vso ostalo vodno infrastrukturo. Tako da je tam pitna voda, je umazana voda in voda za kmetijstvo upravljajo, saj primarni del naj v osnovi ista podjetja, ki imajo, ker to racionalno in znajo upravljati. Mi pa od zadaj moramo poskrbeti, da bomo imeli poleg denarja, ki ga imamo sicer več, na programu razvoja podeželja, bi radi preusmerili, ko se malo sprazni zaradi obremenitev nekih drugih, da bi en del denarja bil na razpolago iz vodnega sklada. To je taj projekt. Hvala lepa.